Jaz že leta in leta na svojem vrtu ne prekopavam, to pa izključno zaradi tega, ker vem, da je v tleh ogromno živih organizmov, ki jih pri prekopavanju, ko tla obrnemo na glavo, pravzaprav uničimo. Ti mikroorganizmi, predvsem mikroorganizmi, zaradi tega, ker jim porušimo njihov življenjski prostor, umrejo. In zakaj pač želimo imeti mikroorganizme v tleh? Zaradi tega, ker je to ena sama velika tovarna humusa. Humus pa vemo, da želimo imeti ga čim več na vrtu, da so tla zelo prhka, da se zadržuje v njih voda, da so hranila v teh tleh potem v taki obliki, da jih rastline lahko tudi tako izkoristijo. Se pravi, jaz v svojih tleh ne uničujem organizmov, ampak jim pustim, da naredijo svojo vlogo in da so potem tla res prhka in rodovitna. Seveda ne bo dovolj, če bomo v svojem vrtu samo nehali prekopavati. Tla moramo preko cele sezone zaščititi pred zunanjimi dejavniki. Zunanjimi dejavniki, to so sonce, močna pripeka poleti, potem pride dež, tla se zaradi tega zbijajo. Verjetno ste že videli, kako se naredi ena taka fajna skorica na naši zemlji in kaj nam drugega preostane, kot da gremo lepo v tistem sončnem, sušnem vremenu to skorico rahljati, kajti vsi vemo, da zaradi skorice rastline in rastlinske korenine ne bodo dobile dovolj kisika. Torej, kaj naredimo? Čez celo sezono tla, ki so gola, pokrijemo z eno izmed organskih zastirk. To je lahko listje, kot ga vidimo tukaj na mojem vrtu, ker je sama vrba poskrbela za jesensko zastirko. Lahko je seno, lahko je slama, lahko je tudi na pol prepereli kompost. Slednje je še posebej v redu tam, kjer imamo težave z polži, kajti polži bodo pod zastirko uživali, ker imajo radi, ker se hranijo pač z organskim materialom. Na pol prepereli kompost pa več tistih velikih delcev organskega materiala v sebi nima, tako da bo ta zastirka zelo godila našim tlem. Zastirko sproti obnavljamo, naj ne bi bila predebela, naj ne bi bila pretanka. S tem zaščitimo tla, kot sem že povedala, hkrati pa še ubijamo dve muhi na en mah. Se pravi, tla, tam, kjer so tla pokrita, enostavno ne bo plevel skliv. To je eno. Drugo kot drugo pa tudi zalivati bo manj potrebno. Kot vidite, je tudi v jeseni so moja tla pokrita z zastirko in zdaj se verjetno sprašujete, kako bom pa zdaj jaz spomladi sejala in sadila. Vam bom pokazala. Najprej odstranimo zastirko, takole na stran. Shranimo jo, ker jo bomo kasneje potrebovali. In zdaj na tem predelu bomo najprej zemljo zrahljali. Kot vidimo, je že tudi nekaj plevelov, to pa zaradi tega, ker zdajle še zastirka ni bila obnovljena, se pravi, ni bila dovolj debela, ampak nič hudega, čisto lahkoto, kot vidite, jih potegnem ven. In sedaj lepo zemljo zrahljamo ped za pedjo, se pravi, zemlje ne obračamo, ampak samo rahljamo. Vzdignemo. Pri meni je zemlja na srečo zelo prhka, ker že leta uporabljam zastirko in res ne potrebujem prekopavati oziroma štihati. Zdaj se verjetno sprašujete, kaj pa z gnojenjem. Ko bom tole zrahljala, bom dodala samo nekaj komposta. Jaz namreč v svojem vrtu tudi ne gnojim z hlevskim gnojem, ker se mi to sploh ne zdi potrebno. Pridelam si sama dovolj komposta in to je pravzaprav najbolj žlahtno in najbolj kakovostno gnojilo na vrtu, pa še material kroži v okviru gospodinjstva. Takole. Sedaj bom dodala nekaj finega komposta, ki sem ga sama pridelala. Ne potrebujem veliko za to gredico, ker tukaj bo rasla solata, endivija, pa grah.
In to so vrtnine, ki ne samo, da ne potrebujejo veliko gnojenja, ampak pravzaprav ne bodo dobro uspevale, če bomo preveč pognojili. Tako. In sedaj bom tla nazaj zastrla z zastirko. Takole, za danes bo čisto dovolj, da vrnem tole, kar sem prej odmaknila. Potem bom pa prinesla še nekaj sena od bližnjega ekološkega kmeta. Ne maram namreč, da je tudi seno ali pa slama, da sta zrasla nekje, kjer so se uporabljali pesticidi.